Lepo pozdravljeni. Skupaj bomo si pogledali to temo, za katero smo se danes zbrali, razumevanje krščanske duhovnosti v dokumentih papeža Frančiška. Papež Frančišek nas vedno spodbuja, da bi jasno in nesevljivo predstavili drugim svojo krščansko duhovnost. In predvsem tudi vabi, da bi se zavedali bogatstva krščanske duhovnosti, pridobljene v 20 stoletjih osebne in občestvene izkušnje kristjanov. In kako je lahko ta izkušnja, to bogatstvo, veličasten prispevek v pomoč prenovi človeštva. Zdi se mi, da tudi v tem današnjem času epidemije in vsega tega, kar se je dogajalo in kar še je pred nami, da lahko prav iz tega bogatstva ponudimo eno luč, eno upanje, eno pot življenja, ki bo omogočala, da bomo postali vedno bolj ljudje v tistem smislu, kakor je živel svoje pravo človeško življenje, kot pravi Bog in pravi človek, Jezus Kristus. Papež nikjer ne govori sistematično o katoliški duhovnosti ali krščanski duhovnosti, ampak v vseh svojih dokumentih vedno znova pove, da ne namerava nadomestiti ali presegati bogatstva, temveč z svojimi mislimi pomagati razumeti nam in drugim, kako celostno živeti katoliško duhovnost. Večkrat v tem predavanju uporabim besedo katoliško duhovnost v tem smislu, da se moramo zavedati, da znotraj katoliške cerkve živimo katoliško duhovnost, ki ima določene prvine krščanske duhovnosti, s posebne odtenke tudi krščanske duhovnosti, ki jo živijo druge cerkve. Še posebej je v katoliški duhovnosti tudi v ospredju obhajanje sakramentov in še posebej tudi naš odnos do Božje Matere Marije in mesto nje in svetnikov naši duhovnosti. V tem predavanju in razmišljanju o krščanski duhovnosti v dokumentih papeža Frančiška se bom predvsem naslonil na dokumente Veselje Evangelija, Hvaljen moj Gospod, Laudato si, Radost ljubezni, Amoris Laetitia in Radujte in veselite se, Gaudete et exultate. Izpostavil bom 7 vidikov, pod katerimi bomo gledali našo krščansko duhovnost in ki jih lahko opazimo tudi v dokumentih papeža Frančiška. Na prvem mestu bi poudaril, da je krščanska duhovnost v njegovem nauku živeta katoliška vera. Ni nekaj poleg našega življenja kot kristjanov, ampak je nekaj, kar se pravzaprav pokaže in udejanja skozi naše življenje v duhu naše katoliške vere. Sam pravi, da naša duhovnost izhaja iz prepričanj vere, učenja Evangelija, ki vpliva na vernikovo mišljenje, čustvovanje in življenje, ki pokaže in daje na prvo mesto prav to naše življenje po naši veri. Ne gre tukaj za ideje, ne gre tukaj za neko vedenje, ampak gre za mistiko, ki navdušuje, ki daje življenju notranje nagibe
ki motivirajo, opogumljajo in osebno in skupno sodelovanje ter podeljujejo vsemu v našem življenju smisel. Je duhovnost, ki daje vsebino našemu življenju, ki osmišlja naše življenje. Je tisto globoko zedinjenje z Bogom, tisto izkustvo živega Boga med nami, ki je navzoč in nas vabi, da postajamo skupaj z njim vedno bolj Božja podoba. Ta naša krščanska duhovnost je tudi duhovnost veselja evangelija, kakor je tudi naslovil svoj prvi dokument papež Frančišek. To je še posebej pomembno vedno znova dati na prvo mesto tudi v naši duhovnosti, da je sad krščanske duhovnosti, sad življenja te duhovnosti prav veselje. Če ni veselja stalega Kristusa, veselja njega, ki ga lahko gledamo, ko ga opazujemo v njegovem odnosu do očeta, potem manjka nekaj bistvenega v našem življenju. Ne gre tukaj za eno šampansko veselje, kakor pravi, da si nekateri razumejo to veselje, ampak da gre tukaj za tisto tiho veselje, tiho radost, tisto notranjo globoko gotovost, da je to, kar živimo, nekaj najpomembnejšega, najdragocenejšega, da se znamo veseliti svojega življenja, veseliti svoje izvoljenosti, veseliti obljube, da nas Bog ne bo nikoli zapustil, da je Bog naš Oče in da smo mi njegovi. In da bo vse naredil, da bi bili deležni njegovega veselja, deležni polnosti življenja v njem. In ta duhovnost je zato tudi tista, ki odgovarja na poklicanost vseh v odkrivanju radosti, ljubezni življenja, polnosti. Življenja, ki doseže to polnost prav preko naših odnosov do drugih, preko konkretnega služenja in solidarnosti do vsakega človeka. Druga točka tega razumevanja duhovnosti je krščanska duhovnost, je trinitarična duhovnost. Izvira prav iz tega medsebojnega odnosa podarjajoče se ljubezni treh božjih oseb, Očeta, Sina in Svetega Duha. In ta odnos je vtisnjen v vsakega človeka in v vse stvarstvo, kajti vse je ustvarjeno iz trojice, vse je ustvarjeno iz te ljubezni med Očetom in Sinom in Svetim Duhom. In povabljeni smo, da vstopimo v ta globok odnos med Očetom in Sinom, Svetim Duhom, to podarjajočo se ljubezen, ki živi v nas in iz katere živimo mi in ki živi v vsakem človeku in želi biti navzoča vsakem človeku in želi biti tista, ki nas povezuje, ki nas dela za brate in sestre. Naša krščanska duhovnost je v jedru zaznamovana prav z vero v Sveto Trojico, vero v to ljubezen med Očetom in Sinom Svetem Duhom. In je tako prav ta odnos do trojedinega Boga, tisti odnos, ki nam pomaga, da gremo iz individualizma, iz zazrtosti vase, v odprtost do drugega, v iskanju skupne poti, skupnega življenja. In je zato ta duhovnost, občesna duhovnost, duhovnost skupnosti. In ne morem jaz polnosti zaživeti svoje krščanske duhovnosti brez
tega globokega odnosa tudi z drugimi ljudmi. Ni dovolj samo odnos do Boga, ampak je pomembna tudi ta horizontalna razsežnost povezanosti z drugimi. Ne morem ljubiti Boga, ne da bi ljubil svojega bližnjega. In zato ta duhovnost solidarnosti z vsakomur in z vsem, je duhovnost služenja, ko iščem poti, kako bi drugim lahko pokazal, kako so ljubljeni Božji otroci in kako so drugi meni dar in kako sem jaz poklican, da postajam tudi dar za druge, zavedajoč se, da sem le takrat podoben Bogu, kadar se zavedam obdarjenosti in skupaj z njim postajam tudi dar za druge. In je tako ta duhovnost, tudi duhovnost gostoljubja, odprtosti, sprejemanja drugih, iskanja dobrega dobro za drugega. Božja slava je živi človek, zato prava duhovnost omogoča vsakemu izmed nas, da pomagamo drugemu, da bi lahko še v večji meri živel in s tem svojim življenjem slavil Boga in razodeval to navzočnost našega Boga, Boga Jezusa Kristusa v njegovem življenju. Tretja točka, krščanska duhovnost je duhovnost Božjega otroštva, sinovstva, hčerinstva v Jezusu Kristusu. Večkrat se premalo zavedamo, kako je v jedru naše duhovnosti prav to otroštvo. Če boste postali kakor otroci, ne boste mogli vstopiti v Božje kraljestvo. Da, če izpovedujemo vero v Boga Očeta, potem ne moremo ne biti tudi otroci. Potem ne moremo ne videti drugih kakor svoje brate in sestre. Kakor tiste, s katerimi še lahko skupaj kličemo Oče naš, ker priznavamo iz tega medsebojnega odnosa to, kar smo, sinovi in hčere v Jezusu Kristusu. In to otroštvo Bog Oče z veseljem podarja vsakemu, ki izpoveduje vero v Jezusu Kristusu in dopusti, da je prerojen v zakramentu krsta in obdarjen z milostjo novega življenja, milostjo Svetega Duha, kar je tudi pogoj za to naše duhovno življenje, posvečenje, rast v svetosti. Za našo krščansko duhovnost, pravi tudi papež Frančišek, je zelo pomembno videti Jezusa Kristusa kot pravega človeka in pravega Boga. Ne zanemarjati njegovega človeške narave, tega, da je Bog v Jezusu Kristusu, da je druga Božja oseba postala človek. In da ne smemo duhovnosti nikoli gledati kot nekaj izven telesa. Ne moremo biti duhovni, ne da bi v polnosti živeli svoje človeško življenje, sprejeli svojo telesnost in skozi svoje telesno življenje ponavzočevali duha, ki želi preko našega telesa, preko naših čutov, preko tega, kar smo, kako pravi človek, prihajati do drugih in jim razodevati Božjo navzočnost, Božjo ljubezen, Božjo dobroto. Zato krščanska duhovnost vedno vodi konkreten odnos do človeka in mu pomaga, da odkriva tudi navzočnost Boga v vsakem človeku in vseh stvarih.
kristjani se premalokrat zavedamo, kako je bila za Jezusa največja skušnjava prav to, da ne bi bil vedno tudi pravi človek, da bi zlorabil svojo božjo moč, to, da je to pravi Bog, in da bi na ta način tudi tiste, ki so bili ob njem, prepričal, da je on pravi Bog. Ne, on se je odločil, da bo kot pravi človek živel to sinovstvo in da bodo vsi, ki so bili ob njem, in tudi mi skozi to gledanje in zrenje njega kot pravega človeka, mogli dojeti polnosti, kako je on tudi pravi Bog in kako lahko mi živimo tudi na Božje življenje, ki nam je dano po Jezusu Kristusu, moči duha, skozi to našo človeško omejenost. Da se skozi naše slabosti, skozi našo človeško krhkost lahko razodeva v polnosti tudi moč duha, moč Božje ljubezni, Božja moč. Kakor je apostol Pavel, ki je želel v soočenju z svojo določeno omejenostjo, ranjenostjo, slabostjo prositi Boga in izprositi, da bi bil rešen tega trna, ki ga je poniževal, pa mu je bilo razodeto dovolj, ti je moja milost, kaj Božja moč se spopolnjuje pravzaprav tej tvoji slabosti in se razodeva v polnosti skozi to tvojo slabost. In drugi strani ne smemo tudi pozabiti, da učrečenje Jezusa Kristusa, inkarnacija, znova potrdi vrednost sveta, stvarstva in človeka, ker pokaže, da je ta materija in beseda meso postala zmožna prijeti Boga in je zmožna biti tista, ki nam pomaga, da odkrivamo, kako se nam želi Bog tudi razodevati, razkrivati preko vsega stvarstva, preko vsakega človeka in pokazati na svojo živo navzočnost, javno navzočnost med nami. Lahko rečemo, da je učrečenje kot tisto, ki je potrdilo, da je vse stvarstvo dobro in da je skupaj s človekom, ko je človek povezan z vsem stvarstvom, on in vse stvarstvo prav dobro. In da moramo kot kristjani v veri v Jezusa Kristusa, njegovo učrečenje, biti priče izvornega blagoslova, tistega temeljnega blagoslova, ki ga je bila deležna vsa zemlja in ki se znova potrjuje v učrečenju in z Jezusov smrtnim stajenjem znova povzdignjeno vse stvarstvo kot tisto, ki hrepeni po odrešenju in hkrati kaže tisto pot prenove prav v tem, da se pustimo vsi nagovarjati tej darujoči se ljubezni, tej ljubezni med Očetom in Sinom Svetim Duhom, ki je vtisnjena v vse stvarstvo. In če gremo do stvarstva v duhu Jezusa Kristusa, skozi njegove oči, skozi njegov pogled, potem bomo lahko odkrili, kako nam Bog, Oče, preko vsega daje konkretno znamenje svoje ljubezni, kako nam preko vsega služi, kako nam vse to daje, da bi lahko mi živeli v radosti svoje življenje kot tisti, ki smo nenehno obdarovani in da bi skupaj z njim v sprejemanju te darujoče se ljubezni tudi mi postali skupaj z njim dar za druge, da bi zmogli se darovati, služiti skupaj z njim vsakemu človeku in vsemu stvarstvu. In da lahko to dosežemo, je pomembno, da smo zazrti v Jezusa Kristusa, da se pustimo, da nas njegovo življenje, delovanje, trpljenje, smrt in stajenje preobražata.
da bi prav to, ko gledamo njega in njegov odnos do očeta, nam pomagalo odkriti, kako veliko dostojanstvo, kako velika izvoljenost je za vse izmed nas živeti to sinovstvo Jezusa Kristusa. Biti sinovi, hčere v njem in biti bratje in sestre v njem in biti skupaj priče tisti, ki svoje življenje, svojim delovanjem ponazočujemo, oznanjamo Jezusa Kristusa in z njim njegovega in našega očeta. Četrta dimenzija krščanske duhovnosti je prav to, da je krščanska duhovnost življenje v in po svetem duhu. Papež Frančišek nenehno kaže na to, kar je tudi razodeval Jezus sam, da je to, kar je, samo po milosti svetega duha, da tudi on ne bi mogel živeti polnosti svojega odnosa do očeta in iti do konca tej zvestobi, poslušnosti njemu, do konca živeti to dajočo se ljubezen, če ne bi bil globoko povezan z očetom v moči svetega duha. In da je sveti duh mu dajal moč, da je lahko vztrajal v tej ljubezni do konca. Zato papež Frančišek poudarja, da če v srcu človeka ne gori ogenj svetega duha, je zaman vsakršno prizadevanje za duhovno rast. Sveti duh je duša življenja in delovanja vsakega kristjana in vse katoliške cerkve in zato je pomembno vedno znova se odpirati svetemu duhu, vedno znova dopustiti svetemu duhu, ki smo ga prijeli po krstu in smo bili potrjeni z njim pri sveti birmi, da lahko prevzame v nas vodstvo, da lahko on je tisti, ki vodi naše misli, besede in dejanje, da je on tisti, ki nas enotno spominja na Jezusa Kristusa, na njegovo besedo življenja, da je on nenehno tisti, ki nam pomaga odkrivati, kako in kje lahko živimo v duhu Jezusa Kristusa in živimo to njegovo ljubezen in postajamo priča te njegove ljubezni. In sveti duh je tudi tisti, ki ve, kaj je potrebno za vsak čas in vsak trenutek. Ne moremo mi sami sebe vedeti, na kakšen način naj sedaj odreagiramo, na kakšen način naj pristopimo k drugemu, kakšna beseda je tista, ki v določenem trenutku najbolje lahko drugemu pomaga. Kaj je tisto, katero dejanje je tisto, ki bo najbolj razodevalo Božjo ljubezen, ki jo želi Bog pokazati do človeka, s katerim sem. Sveti duh, če se mu pustim učiti, voditi, je tisti, ki mi pomaga v vsem tem najti v vsakem trenutku pravi odgovor, pravi način delovanja v duhu evangelija. Ne moremo Jezusa nekje dobesedno kopirati, posnemati, ampak poklicani smo do tem duhu odprtosti, do njega in njegovega očeta zmoremo v konkretnem odnosu zaživeti tisto, kar on želi in kako bi tudi on zaživel in živel v tem odnosu, v katerem sem jaz. In sveti duh tudi omogoča nam kristjanom, da gremo iz sebe, da se ne bojimo zase, da se ne pustimo ustrašiti zase, v prepričanju, da bomo nekaj izgubili, če bomo šli do drugega, da bomo nekaj izgubili, če bomo to, kar imamo, delili z drugimi. Sveti duh nam pomaga, da lahko uresničimo to, kar pravi Jezus, da kdo želi biti njegov učenec, se naj odpove sebi, vzame svoj križ na svoje rame in hodi za njim.
to je nemogoče uresničiti sam iz sebe s svojo močjo. To je možno uresničiti le v moči Svetega Duha. Le v Duhu moramo biti tisti, ki zmoremo poslušati Boga Očeta v Jezusu Kristusu, ki zmoremo odkrivati sebe v tisti pravi podobi, kdo smo, in v luči tega dostojanstva Božjega sinovstva, hčerinstva, zaživeti svoboden odnos, odgovoren odnos do Boga in do drugih, postati resnično Božji sogovorniki in sodelavci. Le Duh nam pomaga razločevati in razločiti v vsem tem, kar je okoli nas, način, kako je Bog navzoč in kako me vabi v to sogovorništvo in sodelavstvo. In narediti tudi odločitev, biti za njim in biti njegova priča v vsakdanjem življenju. 5. točka. Krščanska duhovnost zaobjema celotnega človeka v vseh njegovih razsežnostih. Kaj to pomeni? Kot smo že govorili, katoliška duhovnost ne more biti ločena od telesa, niti od narave ali resničnega sveta okoli nas, ampak lahko zaživi in živimo to duhovnost le v tem telesu in sredi tega stvarstva, le v občestvu z vsem, v povezanosti z vsem. In katoliška duhovnost človeka počlovečuje, mu pomaga, da postaja bolj človek na Božji način, na način Jezusa Kristusa. Hkrati pa tudi je tista, ki nas vodi k temu, da častimo Boga, ga slavimo, kako ga je slavil in častil Jezus Kristus. Eden izmed temeljnih kriterijev, ki jih moramo vedno imeti v svoji duhovnosti, je prav to, da se vprašamo, ali me ta način duhovnosti, ki jo živim, ali določene pobožnosti, določene molitve in vse drugo, pomagajo, da sem bolj človek, da sem bolj sočuten, bolj usmiljen, bolj dobrohoten, bolj dobrotljiv in zmožen videti v sočloveku človeka in videti predvsem v njem tisto dobro, kar je v njem, in videti to, da je on tudi Božja podoba, da je Božji otrok, da je on tudi tisti, ki je deležen in želi biti deležen polnosti Božje ljubezni, očetovske ljubezni. Zato drugi ni nikoli ovira za našo duhovno rast, temveč je predvsem on, ta drugi človek ob nas, pot, preko katere postajamo sveti, postajamo podobni Bogu, postajamo usmiljeni, kakor je on usmiljen. Zato papež pravi, ljubezen do ljudi je duhovna moč, ki olajša popolno srečanje z Bogom. Samo ljubezen do ljudi naredi konkretno tudi našo ljubezen do Boga. Ne moremo nikakor reči, da ljubimo Boga, če se ne odločamo vedno znova tudi zato, da bomo ljubili tiste, ki so ob nas. Da bomo se vedno znova odločali za to, da bomo delali dobro, da bomo želeli dobro, da bomo našli dobro besedo, da bomo udejanjali Božjo dobroto do nas, do teh ljudi, ki so ob nas. In papež zato še posebej poudarja v svojem posredovalni spodbudi radost ljubezni, da tudi zakon je pot, ki jo Bog uporablja za zakonce,
po kateri bodo lahko prišli tudi do vrhunca mističnega zedinjenja. Bodo lahko eno z njim. Kajti, nažalost, je večkrat navzoč tudi strah med zakonci, češ, zaradi tega, ker sem tako vpet v to zakonsko življenje, odnos do moža, do žene, do otrok in vsega, kar zahteva zakonsko in družinsko življenje, ne morem dovolj moliti, ne morem biti dovolj časa se posvetiti samo Bogu, ne morem biti večkrat zato vsak dan tudi pri sveti maši in tako sem prikrajšan za tisto polnost življenja v Bogu, kateri bi lahko bil deležen, če bi bil samski ali če bi bil pač redovnik, redovnica in tako naprej. Ne, papež pravi, če si bil poklican v zakonsko življenje in si se z Bogom odločil za sakrament zakonskega življenja in sta si ga med seboj podelila, bo ta pot tista, ki bo tebe in njega vodila k polnosti zedinjenja z menoj. Ni treba iskati druge poti, ni se treba bati, da si zakaj prikrajšan. Dano ti je tukaj, če boš živel z menoj, v duhu moje ljubezni, to, za kar si se odločil in kar si sprejel in si dal obljubo, da boš živel do smrti. Šesta točka govori o tem, da je krščanska duhovnost uravnotežena duhovnost. Lahko bi rekli, da je tukaj tisto, kjer lahko vidimo, koliko pravzaprav živimo eno pristno duhovnost. Prav v tej zmožnosti živeti eno uravnoteženost. Ljudje smo vedno v nevarnosti, da smo kako nihalo, da gremo iz ene skrajnosti v drugo. In težko nekje živimo eno zlato sredino, ker se zavedamo, da ima vse svoje pomembno mesto. Tako lahko iz dokumentov papeža Frančiška, iz njegovega učenja tudi v duhovnosti, vidimo, kako on želi pokazati, da je ena pristna krščanska duhovnost tista, ki zmore najti uravnoteženost med različnimi dejavnostmi in razsežnosti našega duhovnega življenja. Tako ima v tej duhovnosti enako pomembno vrednost, dragocenost, tako osebna, kakor tudi skupna molitev. Tako tudi osebna meditacija, kontemplacija, premešavanje Božje besede, kakor tudi skupno premešavanje Božje besede, obhajanje zakramentov, liturgično življenje. Pomemben je molk, tišina, samota. Toda pomembno je tudi enako druženje z drugim, tudi skupno slavljenje, češčenje. Pomemben je počitek, enako pomembno je tudi delo, pomembno je tudi praznovanje, kot tudi to, da živim v svoje življenje lahko tudi v različnih skupnostih, občestvih. Da je pomembno tako družinsko življenje, zakonsko življenje, župnijsko življenje, življenje v skupnostih, sosedski, širši družini, vse ima svojo vrednost. In vsemu je potrebno dati tisto pravo mesto. In prav tako je pomembno tudi služenje, evangelizacija, zavzetost za kulturno, družbeno in politično življenje. Da, tudi politično življenje in odgovorno politično življenje je del tiste zdrave duhovnosti, pomemben del, ki tudi kaže, ali smo mi v pristnem osebnem odnosu z Bogom ali ne. Prav tako tudi skrb za uboge,
za okolje, za pravičnost in mir, za vsakdanje in družbeno delo. Vse mora v našem življenju po duhu, svetem duhu, duhu Jezusa Kristusa in Očeta, najti svoje mesto, ker se udejanja ta konkreten odnos z Bogom, življenje za njim. Papež Frančišek zato svari pred vsakršnim zapiranjem človeka samega vase in vsakršnimi oblikami duhovnostmi, ki človeka spravljajo neki individualizem, intimizem, potrošništvo. Pravi, da so prav nevarne duhovnosti, ki človeka, ki so kakor duhovnosti ugodja, tolažbe, ali pa tudi duhovnost fundamentalizma, nekje tistega, duhovnosti, ki izključuje druge, ali pa duhovnosti gnosticizma, ko iščemo samo ena globoka spoznanja, uvide, ali pa ideje, ali pa tudi peleganizem, ko se zanašamo zgolj na svoje delo, na svojo moč, volje, odločitve in tako naprej. Duhovnost mora biti, pravi, uravnotežena med notranjim osebnim življenjem, kakor tudi zunanjim osebnim in skupnostnim življenju in delovanju. Ne smemo zanemariti enega na račun drugega. Vsemu moramo dati mesto in dopustiti, da nas vse skupaj oblikuje in nam pomaga, da skozi to postajamo vedno bolj božji, sveti. Zelo pomembno je tudi to načelo moli in delaj, ki ga je prinesel sveti Benedikt in ki nekje tisto, kar zaznamuje tudi Evropo. In je tukaj zopet potrebno najti tisto harmonijo. Ne eno, ne drugo ni bolj pomembno, ampak je potrebno eno in eno drugo tudi omogoča in daje tisto notranjo moč, da lahko na pravi način, na zdravi način, na način, ki nas počlovečuje, molimo in tudi delamo. Brez te povezanosti lahko gremo v eno ali drugo skrajnost in naša duhovnost ni več duhovnost, ki je učlovečena, ki je v duhu Jezusovega učlovečenja. Srce in identiteta katoliške duhovnosti so gotovo osebna molitev v tišini, molitveno bogoslužje, branje Božje besede, obhajanje Evharistije. Toda, če to nas ne vodi eno konkretno življenje in delovanje Duha Očeta in Jezusa Kristusa, je vse skupaj lahko ena duhovna korupcija. In prav tako lahko rečemo, da je vse to, če nas vse to, ko molimo, obhajamo zakramente, ne pomaga k temu, da bi se še bolj odprli do drugih, da bi še bolj zmogli biti dobri, ljubeči, služeči do najbližjih in tudi ubogih in vsega stvarstva, v skrbi za ta naš skupni dom, za skupno dobro, potem je vse skupaj le ena virtualna, navidezna duhovnost. Duhovnost, ki ni inkarnirana, ki ni dejanska, ampak samo navidezna. Zato je potrebno vedno znova se zavedati, da je prav to tisti kriterij, ki nam govori, ali smo res v osebnem odnosu do Boga, ali res molimo
obhajamo zakramente na Božji način, na način, ki nam ga je pokazal in ga nam želi omogočati prav Jezus Kristus po svojem duhu. In 7. točka, krščanska duhovnost je duhovnost učenčestva. To duhovnost lahko živimo le takrat, ko smo učenci. Ko sprejmemo to dejstvo, da je tudi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek, ostajal vse svoje življenje tudi učenec, kljub temu, da je bil učitelj, tisti, ki nas je učil in smo njegovi učenci. In da je lahko ostal zvest svojemu očetu do konca, do smrti na križu, je tudi zato, ker se je pustil nenehno poučevati svojemu očetu in je delal tisto, kar je videl, da dela oče, kar tako lepo ponazori tudi Janezov evangelij v 5. poglavju. Zato papež pravi, v polnosti lahko to duhovnost našo živi le tisti, ki je kakor učenec in ki ve, da se mora vedno učiti, zavesti, da je to sporočilo, evangelij, tako bogato in tako globoko, da ga vedno presega, da ne bomo mogli nikoli polnosti reči, ja, razumemo, ja, vemo, kaj pomeni biti Kristusov učenec, kaj pomeni biti kristjan. To je nekaj, kar bomo odkrivali celo življenje. Nekaj, kar bomo postopoma v milosti duha lahko živeli vedno bolj polnosti. Zato lahko rečemo, da papež Frančišek poudarja, duhoven je lahko samo tisti, ki nikoli ne preneha biti Jezusov učenec. Pa kakršnokoli nalogo, vlogo, mesto ima tudi v cerkvi. Je to papež, kardinali, škofje, duhovniki, redovnice, krščansko božje ljudstvo, krščanski laiki. Vsak izmed nas mora biti nenehno učenec, čeprav je poklican, da je na enem ali drugem mestu učitelj. In kako dolgo bo res Jezusov učenec, tako dolgo bo mogel biti tudi tisti, ki bo učil v njegovem duhu. Zato papež še posebej poudarja, da se ne smemo bati tega, da nimamo vedno odgovora na vprašanja. Kajti, ko ima kdo odgovor za vsa vprašanja, pravi on sam, je znak, da ni na pravi poti. Zanimivo. Tudi pravi kristjani s popolno gotovostjo v svoji veri so pogosto lažni preroki, ki uporabljajo religijo za lastne namene, da promovirajo svoje psihološke ali intelektualne teorije. Zelo zanimivo, ne? In to nam kaže na to, kako nas ne sme biti strah pred tem, da ne vemo vseh odgovorov. Da nas ne sme biti strah pred tem, da včasih nimamo popolne gotovosti. Nenehno se v pravem kristjanu in tistemu, ki živi to krščansko duhovnost, prepletata gotovost in negotovost, vera in nevera, zaupanje in nezaupanje. In milost duha nam omogoča, da vedno znova prevlada nas gotovost, prevlada zaupanje, prevlada ta pot življenja z Bogom, hkrati pa, da se zavedamo, kako pravzaprav smo krhki, negotovi, nemočni, ampak z Božjo pomočjo zmoremo biti vedno bolj Kristusovi. In papež zato pravi, nekdo, ki želi, da je vse jasno in prepričljivo,
hoče pravzaprav nadzorovati Božjo transcendenco, nadzorovati Boga. Ja, pomembno je pustiti se Bogu presenetiti. Naš Bog je Bog presenečen. In ko se več ne pustimo, da nas Bog preseneti, da se nam razodene, razkrije, ja, na drugačen način, kot smo navajeni, in da mu dopustimo in da prepoznamo, da je tudi v tem Bog in nas on išče in želi najti, potem lahko rečemo, ja, smo še duhovno mladi, smo še učenci, se še pustimo učiti. Kajti, če samo v prispodobi lahko rečemo, da tisti, ki so v Jezusovem času bili popolnoma gotovi o tem, da vejo, kaj je tisto, kar je prav in na kakšen način se Bog razodeva, niso mogli prepoznati v Jezusu Kristusu, Božjega Sina, niso mogli prepoznati njega kot pot, resnico in življenje, niso mogli prepoznati, da je vera vanj pot do očeta in do možnosti polnega življenja Božjega otroštva. Zato papež tudi pravi v svojem dokumentu Veselje Evangelija, oziroma dokumentu, ne gre za uporabo predpisov ali ponavljanje tistega, kar je bilo storjeno v preteklosti, saj iste rešitve niso veljavne v vseh okoliščinah. In tisto, kar je bilo koristno v enem kontekstu, se morda ne bo izkazalo v drugem. Razočaranje duhov nas osvobaja od togosti, ki nima prostora pred večletnim danes stalega Gospoda. Samo duh lahko prodre v tisto, kar je nejasno in skrito v vsaki situaciji in da dojeti resnične nianse, tako da se novost Evangelija lahko pojavi v drugi luči. Bog daj, da bi upali vedno znova prisluhniti temu, kar nam papež pravi. Kajti to je pot k svetosti, to je pot k polnosti življenja v njem. To je tisto, kar nas dela večno mlade, nas dela Kristusove, nas dela tiste, ki smo podobni njemu, ki je bil kot učitelj tudi učenec. Nas vodi v to učenčevsko držo do Boga in do drugih, da se skupaj z drugimi, tudi tistimi, ki jih učimo, ki jih vodimo k Bogu, pustimo tudi preko njih učiti se, kako je Bog tisti, ki nas vedno na nov način preseneča v svoji ljubezni, ljubezni, ki je iznajdljiva, ljubezni, ki želi najti vsakega na svojstven način in ga pripeljati k sebi. Tako, pa zaključimo. Na kratko bi lahko rekli, da je krščanska duhovnost osebno, celostno in skupnostno življenje vere v duhu veselja Evangelija Jezusa Kristusa v okviru katoliške cerkve. Živeta je v moči Svetega Duha, ki omogoča zastonsko delujočo se ljubezen očeta in sina v odnosu do vsakega človeka, še posebej najbolj ubogih in vsega stvarstva. Ta naša duhovnost, če je pristna, je uravnotežena in uravnoteženo vključuje vse razsežnosti in področja človekovega, osebnega in skupnostnega življenja in delovanja, ter uporablja tudi uravnoteženo najrazličnejša sredstva, ki omogočajo vsakemu osebno in skupno doživljati Boga
razumeti in udejanjati duhu učenčevstva, ljubezen, s katero Jezus je ljubil in še ljubi nas in vsakega človeka in želi po nas ljubiti vsakega človeka. Radi sezimo po dokumentih papeža Frančiška, radi prisluhnimo njegovi besedi, radi se pustimo dotakniti temu njegovemu duhu, s katerim nam razodeva pot naše krščanske katoliške duhovnosti, da bi tako lahko v čim večji meri Bog po nas dal svetu tisto, po čemer najbolj hrepeni. Hrepeni po duhovnosti. In v današnjem času so velike potrebe po duhovnosti. Če bomo živeli našo duhovnost, našo vero na evangeljski način, na Kristusov način, potem bodo v tej duhovnosti tudi drugi našli odgovor na tisto, kar iščejo. In bodo rekli, da tukaj je to, kar smo iskali, tukaj je ta pot polnosti življenja, po kateri hrepenimo. Lepo pozdravljeni in vse dobro vam želim.